Danes v Pomurskem dnevniku. Pogovor predstavnikov kmetov in države. Pred prekmursko-štajerskim derbijem. Začasna selitev avtobusne postaje. Informativni dnevi. Jutri bo oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Kmetje so se minuli četrtek znova sestali s kmetijsko ministrico Matejo Čalušić, pogovorom pa se je pridružil še minister za naravne vire in prostor Jože Novak. Ena glavnih tem je bila gradnja suhih zadrževalnikov. Novak pa je znova zagotovil, da ne bo prišlo do razlaščanj, obljubil je tudi primerno komunikacijo. Kmetje pa so od pogovorov sicer pričakovali več. Zato pa si poglejmo naslednji prispevek. Pogovorov so se na strani kmetov udeležili predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Združenje zveze Slovenije, Sindikata kmetov Slovenije, Združenje hribovskih in gorskih kmetov Slovenije, Zveze kmetic Slovenije in Zveze slovenske podeželske mladine. Kot je v izjavi za medije ob robu srečanja poudarila kmetijska ministrica Čalušić, je Ministrstvo za naravne vire in prostor eden izmed ključnih sogovornikov kmetijske stroke, kmetijskih organizacij in kmeta. Pojasnila je, da so pogovori potekali v smeri usklajevanj. V ospredju pa so bili pogovori o umeščanju suhih zadrževalnikov v okolje in prostor, kjer se zdi temeljno sodelovanje med ministrstvoma. Kot je bilo v preteklem tednu že dogovorjeno, smo se danes sestali tudi z Ministrstvom za naravne vire in prostor, kateri je eden izmed ključnih sogovornikov tudi kmetijske stroke in za tudi kmetijske organizacije in ne nazadnje za samega kmeta. Pogovori so potekali v smeri usklajevanj, kako naprej, glede na vse težave, ki so bile jasno nanizane tudi v skupnem dokumentu, kjer vodimo tvoren in konstruktiven dialog. V naslednji fazi je sestanek z samim ministrom za finance, kjer se bomo pogovarjali o sami ureditvi in možnosti sprememb obdavčitve OMD-ja, kar je eno izmed glavnih izhodišč kmetijskih organizacij in predstavnikov kmetijskega sektorja. Na drugi strani smo pa pripravili tudi določena izhodišča, kako bomo usporedno z kmetijskega ministrstva pripravljali potrebne rešitve na področju samih OMD-jev. Minister za naravne vire in prostor Novak je dejal, da je treba sprejeti ukrepe, s katerimi bi preprečili poplave, ki smo jim bili priča lani. Zato je po njegovi oceni med drugim treba poskrbeti tako za vzdrževanje vodotokov kot za čiščenje gozdov po sečnji. Če so bili sprva v ospredju interventni ukrepi, pa je po njegovih besedah zdaj čas za trajnejše ukrepe, s katerimi bodo vodotoki urejeni na način, da bodo zdržali tovrstne poplave in podnebne spremembe. Sem sodi tudi gradnja mokrih in suhih zadrževalnikov. Podnebne spremembe v lanskem letu so nas z velikimi katastrofami, poplavah pripeljale v stvarnost. Kaj pa zdaj sledi? Zdaj pa sledijo trajnejši ukrepi, da bodo ta vodni prostor spravljen nazaj v uredno stanje in da bodo vodotoki urejeni na način, da bodo zdržali tudi tovrstne poplave in podnebne spremembe, kot je. Med njih sodi tudi razni gradnja vodnih ukrepov. Predstavili smo politiko 3 faz, ali pa 3 delov. Najprej, da v zgornjem hudourniškem delu zadržujemo čim več plavja, kamenja in ostalega poplavin, ki so ključni, pa tudi vode. Drugo, da so posamezni zadrževalniki, mokri, suhi ali drugačni, nujnost, ki mora biti iz večjih razlogov. Prvo zato, da do poplav ne bo prišlo, da ne bojo ogrožena naselja in objekti, če je možno tudi, kjerkoli tudi kmetijska zemljišča. Po besedah predsednika sindikata kmetov Antona Medveda so pri nekaterih temah prišli blizu konsenza. Pri drugih medtem še ni konkretnih rešitev, so pa obljube po dodatnih analizah in dodatnih sestankih. Danes smo se dogovorili glede nekaterih tem, prišli blizu, glede drugih pa nismo dobili konkretnih rešitev. Ampak obljube po dodatnih analizah in dodatnih sestankih pri naših zahtevah smo vztrajali in nismo pristali na polovične ali nedorečene rešitve. Znano je, da kmetje po državi protestirajo, so nestrpni, pričakujejo konkretne rešitve in obljubam jih dolgo več ne bomo mogli miriti. Kmetje pa so sicer na splošno od pogovora pričakovali več, je dodal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič. Pričakovanja moram priznati, da so bila večja. Vendar
stvar je treba tako kot vsakeč prespati. Najbolj ključno je to, da je zagotovilo Ministrstva za naravne vire in prostor, da Direkcija za vode ne bo šla v razlastitve na teh območjih, kjer so suhi vodni zadrževalniki že v občinskih prostorskih planih, preden ne bo ugotovila vse možne druge alternativne rešitev in da tega seveda ne bo še takoj. Tako da z tega lahko kmete pomirimo. V nedeljo je na sporedu derbi kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. Mursko-soboška Mura bo gostila Maribor. Poglejmo si, kaj so na današnji konferenci povedali v taboru Mure. Mura je že fokusirana na tekmo proti Mariboru, kjer se bodo borili za nove 3 točke. Zavedajo se, da jih čaka težka tekma, a vseeno nas je zanimalo, kako je tekmo proti Celju videl trener Vermezović. Mislim, da ta utakmica proti Celja nije prava slika ovog sastava Mure. Mislim da iz meni totalno nepoznatih razloga i razgovarao sam sa igračima, oni su se uplašili, oni imaju taj problem kad igram protiv Celja, tako da ne znam, ali dobro, to se završilo, nije izgledalo dobro, to je sigurno. Čak smo i u jednom delu imali vojstvo, međutim videlo se da samo, kako se kaže, gol je lebdeo u vazduhu, pošto je Celje već imalo par šansi pre toga, ali dobro, izvukli smo pouke iz toga i nadamo se da nećemo više nikad odigrati takvu utakmicu. In kakšne so napovedi Vermezovića za nedeljsko tekmo? Želim da vidim pobedničku ekipu, želim da vidim i vidjet ću je sigurno. Sigurno, to je derbi, kažem, u ovom trenutku mi prepuštamo sigurno, ja bar, prepuštam, možda se to neće svidjeti navijačima, ali ulogu favorita Mariboru, jer po svim parametrima Maribor je u ovom trenutku jači od nas, ali to ne znači da ćemo se mi predati. Derbi je uvek utakmica u kojoj može da odluči jedan pojedinac, a ja se nadam da će u ovom derbi odlučiti ekipa, tim, a da ćemo mi biti tim konačno u toj utakmici i svakako da očekujem pre svega da budu maksimalno angažovani, da daju sve od sebe što imaju u tom trenutku, a na kraju krajeva rezultat će biti kakav će biti, to je, ali jednostavno moramo da ostavimo, da popravimo utisak iz Celja i da pokažemo da je Celje bilo samo jedan slab dan za veliki broj igrača. Kakšno pa je trenutno vzdušje pri igralcih, nam je zaupal mladi nogometaš Timotej Brkić. Vsi vemo, da po porazu se težko sestaviti. Mi smo po porazu proti Celju trenirali vsak dan. Mislim, da smo zdaj dobro motivirani za Maribor. Igramo doma, igramo pred domačimi navijači. In jaz mislim, da ćemo dali vse od sebe, naredili to, kar trener zahteva, da zmago stane doma v Faznariji. Zame je to še dodatna motivacija. Igram proti klubu, v katerem sem bil v preteklem. To je še dodatna motivacija za mene, to, da neki pressing za mene se to ne ustvarja. Vemo pa si, da to je derbi, ne? Da je to prekmurski derbi. Da to ti mora biti v krvi, da igrajo za derbije, trenirajo za derbije. Tako da jaz upam, da bomo vsi dali vse od sebe, pa da zmago stane doma. Na zadnji tekmi proti Mariboru je Brkić zadel iz prepovedanega položaja. Kakšne pa so tokratne želje za nedeljsko tekmo? Bilo je Roko, takrat je bil še Roko, mi je asistiral, bil sem prepovedanem položaju, sicer bil je on. Upajmo, da se ponovi zdaj v nedeljo še enkrat, samo da bo veljal, ne. Minuli ponedeljek so se v Murski Soboti začela dela v povezavi z gradnjo poslovno-stanovanjskega objekta Zeleni dvor. V to je bila vključena tudi včerajšnja začasna selitev avtobusne postaje, do katere pa ni prišlo. Stroji so že zabrneli na območju makadamskega parkirišča v neposredni bližini avtobusne postaje. Andreja Bernjak, vodja projekta Zeleni dvor pri Imorealu, pa je za Sobota Info povedala, da bo zaradi izgradnje dela garaže najprej urejena začasna avtobusna postaja. Začasna selitev avtobusne postaje je bila predvidena včeraj, a do te ni prišlo.
Vesna Rebrica, vodja avtobusnih prevozov na avtobusnem prometu Murska Sobota, je za Sobota Info povedala, da bo do začasne selitve prišlo predvidoma v ponedeljek 19. februarja. Na avtobusnem prometu Murska Sobota ob začasni selitvi avtobusne postaje že pripravljajo vsa potrebna obvestila za uporabnike potniškega prometa. O časovnih okvirih, kako dolgo bo avtobusna postaja na začasni lokaciji, je znanega bolj malo. Rebrica pa je za Sobota Info še dodala, da bo trajalo kar nekaj časa. Tudi na pomurskih srednjih šolah so danes potekali informativni dnevi. Tistim, ki se pa ne morejo odločiti, pa jim bodo na voljo tudi jutri. Šole vsako leto bodočim dijakom predstavijo svoje programe, tisti neodločeni dijaki pa lahko dobijo možnost šolo spoznati iz prve roke. Danes in jutri po vsej Sloveniji potekajo informativni dnevi za devetošolce. Izbira šole je ključen korak v življenju mladih, saj oblikuje njihovo prihodnost in širi obzorja. Raznolikost izobraževalnih programov in pristopov omogoča posamezniku, da odkrije svoje talente in strasti. V Pomurju lahko dijaki izbirajo med 8 srednjimi šolami. Lahko se vpišejo na gimnazijo Murska Sobota, gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer, srednjo šolo za gostinstvo in turizem Radenci, srednjo zdravstveno šolo Murska Sobota, srednjo poklicno in tehnično šolo Murska Sobota, biotehnično šolo Rakičan, ekonomsko šolo Murska Sobota ali dvojezično srednjo šolo Lendava. Danes sta potekali že 2 predstavitvi na vsaki šoli. Prva je bila ob 9, druga pa ob 15. Za tiste najbolj radovedne pa bo možnost informiranja o šoli tudi v soboto, ko bo ob 9 potekala še 3. predstavitev na vseh pomurskih šolah. Bodočim dijakom pa seveda želimo uspešno odločitev. Za konec še preverimo, kakšna je vremenska napoved za vikend. Danes je bil v naših krajih pretežno jasen dan. V Krajinskem parku Goričko in Murski Soboti smo opoldne namerili 6, Lendavi 7 in Radencih 5 stopinj Celzija. Jutri bo sprva delno jasno, po nekaterih kotlinah in ob morju tudi megleno. Čez dan bo oblačnost od severa naraščala. Zvečer in v noči na nedeljo bo tu in tam lahko padala kakšna kaplja dežja. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 2, ob morju 4, najvišje dnevne od 10 do 16 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in v Mariboru se bodo gibale okrog 1, podnevi od 14 do 16 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno oblačno in po večini suho. Na Primorskem bo prehodno pihala šibka burja. V ponedeljek bo oblačno, ponekod bo možen rahel dež. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 1 do 3, čez dan med 12 in 13 stopinj Celzija. Toliko za danes v Pomurskem dnevniku. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.